pozdravljeni. Vse, kar je preživela ta ženska, alkohol, nasilje, nesreče, grozne diagnoze, vse to, kar se je njej zgodilo, človek bi si mislil, da je pristala kje na psihiatriji oziroma na kakšnem drugem, še bolj groznem oddelku. Pa ni. Dvignila se je nad vsem tem, pridobila znanje, izkušnje, ki danes pomagajo pri tem, da svetuje drugim. Da drugim pomaga pokazati pot v življenju, a vedno jo morajo prehoditi sami. Je živi dokaz tega, da kar te ne ubije, te naredi samo še močnejšega. Spoštovani gledalci in gledalke, danes v svoji družbi pozdravljam Edito Tomič. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljena. No, dajva se pa ljubiti, če smo že takole. A ne, da. Mi dve sva pravzaprav, glih sva se spomnili, ne? Ena izmed prvih oddaj Klepet ob kavi je bila pravzaprav v tvoji družbi in sicer na tematiko grafologije. Zdaj je od tega že nekaj let in moj podpis je že skoraj tak, kakršen jaz želim, da je, v smislu, da podpira tiste lastnosti in vse ostalo, ampak pravzaprav, preden si napisala knjigo, moraš ali želiš, niti nismo vedeli za to zgodbo, ki se ti je zgodila, za vse te izkušnje. Pač v tej knjigi sem napisala nekako 50% mojega dogajanja do sedaj v življenju in to z namenom, ne da bi se smilila ljudem ali strankam ali komorkoli, ampak samo s tem namenom, da dejansko, če želiš, imaš možnost, da stvari postaviš na drugačno mesto. Ker neprestano je bilo to nekako v ozadju za mano, tukaj v ozadju, ne zaslužim si prve nagrade. Zakaj ne morem voditi v turizmu? Zakaj se nisem upala kandidirati in tako naprej, tudi v politiki? Vendar pa vedno znova sem prišla do ene izhodiščne točke, da nekako mi je bil vsajen program, da si tega ne zaslužim, da ne zmorem, da sem prerevna, da sem prepovršna in tako dalje, kar so mi naložili tokom vsega tega dogajanja. Katere so bile najbolj grozovite izkušnje tvojega življenja, ki so ti dale te izkušnje, da zdaj lahko svetuješ drugim, ne iz knjig, ampak iz lastnih občutij? Ja, poznam ogromno nekih občutkov, kaj pomeni, ko je v družini prisoten alkohol, kaj pomeni, kako se otrok počuti, če je prisotno pretepanje, fizično nasilje tudi med starši in pa nad nami, potem kako se otrok počuti, ko starši nimajo dovolj denarja, da bi ga preživljali in gre otrok v rejo, ker smo bile tudi vse tri sestre v reji. Potem, kako pride do tega, ker me je mati hotela zaščititi pred tem, da me oče fizično zopet ne pretepe in ga je z lopato po glavi. Kakšen je to občutek, ko vidiš lastnega očeta umirati? Se upravičujem. Malo. Potem ravno tako, kako se soočati s tem, da si zopet v nekem domu, ker je pač bila ta procedura zelo dolga, kar se tiče sojenja in tako dalje, na to, da ni bilo denarja za moje šolanje, da sem začela pri 15 letih delati v domu starejših občanov kot strežnica in potem zopet vse te izkušnje, kako povsod si nekje odzade, si priden, si delaven, vsi te lahko čustveno izsiljujejo, skozi se dokazuješ, skozi želiš neko potrditev, da te ljudje sprejmejo, ampak postaneš izredno dober poligon za čustveno izsiljevanje, kar se je dogajalo potem tudi tokom ostalega delovne dobe. No, preskok v meni je bil pa to, jaz sem delala v turizmu, veliko sveta videla, to sem imela srečo, od Fidžija, Malezije in tako dalje. Vidiš drugačnost, ravno tako je bil pa preskok leta 1999, ko je mlajša sestra naredila samomor in sem se jaz zadnja pogovarjala z njo, vendar tega nisem prepoznala. Na to je mama zapadla v totalno demenco in je čez 2 leti umrla in po 2 letih še sestri odkrili rak. Ampak med tem
sem se že začela izobraževati. Jaz sem prej prebrala ogromno knjig. Knjige ti dajo zavedanje, da je možno, da lahko, ne, vendar pa ti ne rešijo lastnih problemov. In zaradi tega, ker med tem, ne, ko je razpadla Juga, sem ostala brez službe, jaz in mož, on v vojski, jaz na železnici, na to zopet privatizacija, sem ostala v Integralu brez in na kraju zopet kapitalizem, ker se je investiral v kapitalizem, sem ostala zopet brez odpravnine, brez plač in tako naprej. Vendar pa je bilo že tako namenjeno meni, ne, da potom vsega tega življenja se mi je razvil en obrambni mehanizem. Takrat, ko mi je bilo najtežje, sem se najbolj uredila in sem šla ven. In sem iskala variante, kako preživeti svojo hčerko in pa kako s partnerjem samostojno lahko ustvariva svoj dom in sva ga tudi. Zato mene nihče več ne more prepričati, ne, da se ne da. Ampak, če bom jaz nekaj se odločala zaradi tega, ker drugi tako rečejo, ne, ker drugi tako mislijo, ker drugi pričakujejo to od mene, potem to ne funkcionira, ker vedno prelagaš odgovornost na nekaj drugega. Ko se pa dejansko v glavi odločiš, da želiš in moraš, pri meni takrat ni bilo vprašanje, ne, ali iti naprej ali pa zopet preživeti po 35 letih, ko nekaj ustvariš, pasti v neko obdobje, ki si ga preživel v mladosti, brez denarja, brez financ in tako naprej, brez stanovanja, vendar so z možem res oba dva uporno delava, neprestano, ne, in nikoli v življenju si jaz nisem predstavljala, da bom jaz neka svetovalka nekomu, da bom jaz lahko nekomu pomagala. Ampak to se je zgodilo postopoma, se pravi, prvo je bila grafologija, ne, ki mi je dala zavedanje, da nimam samo jaz probleme. V grafologiji se vidijo strahovi v nas in kako mi ta strah, kakšen obramben mehanizem zgradimo. Ali je to jeza, ali je to trma, ali je to vztrajnost, ali pa se zapremo nekam v školjko in gremo naprej. In potom tega pa potem še tudi vse ostale tehnike. To je zelo, zelo zgoščeno in pa na kratko. Zelo zgoščeno. Ja. Ostala si torej povsem sama. Družine nimaš več. Ne. Sestri, oče, mama. In to so stvari, ki bi te lahko zaustavile dobesedno v življenju. Ampak si našla pot naprej. Verjetno se danes počutiš, ko pride kdo s težavo, joj, pa imam družino, očeta, mamo, moža, otroke, pa sem izgubila službo. To so majhni problemi proti vsem tem, kar si ti preživela. Ti mora biti na nek način lahko nekomu pokazati pot ven iz teh občutkov, takih in drugačnih, ki si jih ustvaril. Ja, to so dejansko napram mojim problemom, izkušnjam, resnično majhne izkušnje, problemi, ne, ki pridejo oseba. Vendar jaz to vzamem zelo resno, ker za njo je pa to ogromen problem, ne. In nobene težave pri ljudeh ne podcenjujem in ne vrednotim, ne. A pa se strinjaš s tem, da ne moreš nekomu svetovati ob težkih trenutkih v življenju, ko, ne vem, nekoga izgubi službo, izgubi sebe na vse zadnje, če nisi sam dal nekaj čez v življenju, če si pa sam bil rojen, kaj pravijo, srebrno žlico v ustih? Takole moje izkušnje kažejo, jaz imam na teh osebnih svetovanjih, terapijah 70% moških. Moški? Starih od 35 pa do 50 let, ki imajo dobro poslovno pot, ki nimajo finančnih težav, ampak imajo pa neko drugo težavo. Težavo, prisila, moraš, pripelje do neke izgorelosti. In to zaradi tega, ker mi kot ljudje, ne, se vedno prilagajamo drugim, ker nas že tako vzgajajo, ne. Mene so vedno vzgajali, da moram biti tiho, da sem ta zadnja, da tako in ko nisem pomembna, ne, za delo pa vedno prva v vrsti. In pri teh zadevah potem pride do nekega čustvenega zanikanja, do blokade, ki jo storimo tukaj, naredimo tukaj zid, obrambni mehanizem in potem dokazujemo sebi in drugim, kako smo sposobni samo, da slišimo
da se nas nekdo reče, da nas ima rad, da se nam zahvali in tako naprej. In kot si prej omenila, ja, svojih krvnih sorodnikov dejansko iz moje primarne družine nimam več. Imam pa hčerko, imam pa vnuka 3,5 leta starega, kateri mi dejansko pokaže, kaj je to brezpogojna ljubezen, ko se ti tukaj vse odpre. Ampak istočasno mi pa pokaže tudi vse te strahove in pa občutke, katere še nisem dokončno pospravila iz moje mladosti. Ko jaz njega zaslišam jokat, ja, jaz bi vse takrat kar nekam, ne, kar kakšnega, kar malo stisnila, da ta otrok ne sme jokat, ne. Ja, tako da sem mama, ne, hčerke, babica, tudi tašča, tudi žena. Z možem sva že 36 let skupaj. Veliko viharnih obdobij je bilo, ampak to je normalno v življenju. Ostala ste skupaj? Ostala sva skupaj, seveda normalno, ne, ker, a veste, dosti je na terapijah ljudi, ki pride zaradi partnerskega odnosa. Ogromno, ne. Ampak kaj je problem? Problem je v tem, da mi želimo neprestano spreminjati druge, ne. Jaz vedno rečem, vprašaj se, kaj ta oseba naredi dobrega zate, ne. Ženske pričakujemo, da bi duhovno rastli naši partnerji z nami. Ne, moški so drugačni. Moški imajo drugačno razmišljanje, veliko bolj so logični, veliko bolj prizemljeni in dejansko se je v Evropi zgodilo to, da je moške strah žensk. Jaz vidim to. Obe strani na teh osebnih terapijah, svetovanjih in vidim, ne, kakšen problem je to ratal. Prevelike zahteve imamo vsi. Preveč sledimo vsem tem, tudi našemu delu, ne, tudi terapevtskemu moram delati na sebi, partner mora delati na sebi. Sploh ni res. Delamo na sebi takrat, ko nas začne nekaj motiti in zaradi tega postajamo nesrečni, nejevoljni in ne pridemo ven iz tega začaranega kroga. Živi in pusti živeti? Tako? Definitivno. Ja. Ko govorimo o izgorelosti, velikokrat pride kdo v tvoje prostore zaradi te izgorelosti. Daj me popravi, jaz si predstavljam to, da vlagaš nekam energijo, ne vem, ali nek strah, ali neke dvome, oziroma nekam, kamor ne pade na plodna tla, govorimo o energiji, in potem na koncu si prazen, nesrečen in dejansko telo na fizični ravni, na čustveni ravni si dejansko zgorel. Ja, ker izgorelost se ne začne tukaj notri, ne. Pač na kratko bom opisala moje videnje in moj postopek. Vsaka stvar se sproži tukaj noter in bolezen, ne, tudi pri meni od anksioznosti do žolčnih kamnov, do velikih problemov v maternici in tako naprej. Tudi hčerko imam iz epruvete, staro zdaj 28 let, skratka. Telo se je odzivalo na moje prepričanja, ki so bile negativne. Ker misel se sproži, če jo mi pograbimo, se pretvori v energijo. Energija se pretvori potom telesa v materijo. In če smo mi neprestano v strahu, mi ustvarjamo kompletno svoje življenje po tej iluziji. Ker tudi tisto materico, ne, to je nekdo videl in original je v njegovi glavi. To je duplikat. Mi, kar ustvarjamo, so duplikati. In ko mi ustvarjamo to, kaj moramo biti, kako nas starši prilagajajo, ne vzgajajo pripadnost, to se pravi otroka kar naprej, kaj mora študirati, kako se mora obnašati, kaj mora doseči po naši iluziji, razvijamo podrejanje, prilagajanje in potem, ko pride neka družba, naprimer kakšen jointak, se poistovetijo in se tam počutijo varno. Ravno tako je v službi. Ravno tako je v družini. Zakaj bi morali imeti prvo stanovanje, prvo kariero, potem šele otroke? To ni naraven sistem. Mi smo pozabili vsi, zakaj smo tukaj. Zato, da se imamo lepo, zaradi tega, da imamo otroke, v katerih uživamo in smo srečni, da so zdravi, in zato, da imamo partnerja, če to želimo, s katerim lahko tudi cel dan samo sedimo in ni treba nič razglabljati, nobenih teorij. Izgorelost pride takrat, ko mi od tukaj v srce tukaj nalagamo neprestano presijo. Ves alkoholizem, vsa droga, depresija
Izgorelost je modern izraz, Japonci imajo prehlad duše izraz. Prehlad duše? Ja, izraz za depresijo, ker je to sramotno imeti depresijo in tako naprej, ne. Potem se tukaj začne nalagati in tukaj se zakrči. Ko se tukaj zakrči, kri ne cirkulira in pride do tega zakrčenost, krčev, do omedlevice, ker možgani nimajo kisika, ki so največji porabniki. Potem tukaj gor od zadaj si nalagamo non-stop bremena, ne? In bolj, ko smo skrčeni, bolj je tukaj stisnjeno in vse te izgorelosti prihajajo tukaj ven. Zato se tudi tukaj zgodi panični napad. Tipičen pokazatelj je pa tukaj ena točka, ko začne boleti, ker ljudje mislijo, da imajo srčni infarkt. Ne, ni res. To je v bistvu napetost. In pri moških je to še večji problem, ker si še manj upajo o tem govoriti, o tem povedati, ampak to se zgodi v sekundi, ne? Še 3 minutke imava, kaj lahko v tem času podava? Mogoče kakšen praktičen nasvet? Ja, imamo eno zelo preprosto meditacijo, ne? Zdaj bom jaz povedala na hitro. Takole nekako se postavimo v srčno čakro, potujemo skozi telo po koreninah do središča zemlje in potem potegnemo energijo do glave. Zemljino energijo. Ja, zemeljsko energijo do glave. Z ramen odvržemo vsa bremena, vse pritiske, počistimo to zgodovino, na to rdečo energijo potegnemo skozi vrat, napolnimo z njo velike in male možgane in vse obrazne mišice. Zopet se postavimo v neko svetlečo kroglo nad čelom. Po zunanji vrvici se spustimo zopet v srčno čakro. Pustimo, da prijetna energija, kundalina je zemeljska energija, teče skozi telo. Na široko odpremo okno v naši srčni čakri in zasijemo navzven v vsej svoji lepoti, v vsej svoji svetlobi. Odpremo oči in zadihamo. Hvala lepa. No, te stvari učim na reikiju, učim na teta healingu. Skratka, veliko za samopomoč in ne ustvarjam odvisnosti, da bi ljudje neprestano hodili k meni, ker potem nisem opravila svojega dela. Da jih naučiš ribe loviti, ne pa da skozi sam serviraš. Najlepša hvala, Edita Tomič. Takole, Edita Tomič nam je zaupala marsikaj zanimivega, predvsem pa uporabnega. In se veste, znanje je naša najboljša zdravstvena zaščita, najboljše zdravilo, zato vlagajte v lastno znanje. Še kakšna informacija pa na www.klepetobkavi.si. Naj vam posvet lep.